Pri Oplu tudi poznajo pregovor iz te moke ne bo kruha, ker so ob gneči, ki je nastala v segmentu križancev, odgovorili s prenovo svojega zelo uspešnega modela Mokka. Pa tole ni več Opel Mokka, ampak Mokka X. Vem, sliši se čisto drugače, čeprav je samo spredaj malo drugačna maska z novimi lučmi, zadaj pa ob minimalnih spremembah ob imenu še X. Več dela so si dali znotraj, s popolnoma novo armaturno ploščo z bistveno manj gumbi in, če želite, s tako velikim 7-palčnim zaslonom multimedijskega sistema IntelliLink. Moti me samo, da je volanski obroč še vedno star. Mislim, se mu nič ne manjka, ampak ni pa tako lep kot Corsa in Astri. Po novem je z vami tudi osebni asistent, ki samo čaka na to, da pritisnete gumb OnStar in vam potem lahko pomaga. Sicer res traja 20 sekund, da se vzpostavi povezava, ampak med vožnjo imate verjetno dovolj časa za to, da se z asistentko dogovorite o želeni lokaciji. Se vam bo vedno oglasila kakšna zelo prijazna punca, tako da v zadnjem času res klikam tale gumb bolj pogosto, kot bi rabil. Je pa še ena fina zadeva za takšne nerde, kot sem jaz. Pazite zdaj to. 3, 4, zdaj. Gremo! Smo zadevo preizkusili tudi med vožnjo, ko sem dal ključe Anžetu, pa vmes ni hotel trobiti. Drugače pa lahko z aplikacijo My Opel preverim, koliko imam goriva, kako napolnjene so pnevmatike in kdaj moram na servis. Če bi imel pa še samodejni menjalnik, bi lahko pa še vžgal motor. Že znan 1,4-litrski turbobencinski stroj, ki proizvede 104 kW moči, torej 140 konjev in 200 Nm navora, se zdi že kar malo zastarel. Sicer se še kar rad zavrti, ampak je glasen med priganjanjem, pa tudi sinonim za varčnost ni. Na testu je porabil okrog 8 litrov bencina na 100 lepo prevoženih kilometrov. Podvozje je kar zmogljivo, avto je res dobro vodljiv, občutek na volanu pa je preveč odtujen, da bi ekstra užival med vožnjo. Opel je Mokki vlil še nekaj življenja. Povezljivost je zdaj odlična, zato pripravite slabih 25 000 za takšnega z opremo Innovation, pa še 2 jurja popusta dobite.